Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Vsako leto ameriški naložbeni konglomerat Berkshire Hathaway s sedežem v Omahi v Nebraski organizira letno srečanje delničarjev, ki ga vodita legendi dolgoročnega investiranja Warren Buffett in Charlie Munger. Oba sta od 70 let prejšnjega desetletja prvi in drugi mož omenjene družbe. Srečanje nekateri imenujejo celo kot Woodstock za investitorje in se ga udeleži več 10,000 ljudi. Gre pravzaprav za pravi spektakel tudi na račun Buffetta in Mungerja. Oba sta namreč krepko v letih. Buffett jih šteje 92 let, Munger skoraj 100 leti. Odgovarjata pa več ur na vprašanja delničarjev. Letos sta denimo odgovarjala kar 5 ur. Celotni dogodek pa prenaša tudi ameriška poslovna televizija CNBC. Letos se je Woodstocka za investitorje udeležil tudi Zlatko Turković, prevajalec knjige Učene legende investiranja Benjamin Graham, The Intelligent Investor oziroma Modri investitor, je pa tudi predavatelj vsebine iz te knjige ter avtor številnih borznih knjig. Pozdravljeni. Pozdravljeni, lep pozdrav. A gremo najprej odgovoriti na vprašanje, zakaj ste se udeležili tega Woodstocka za investitorje, kakšna je bila procedura, da se prijaviš sploh na tak dogodek in koliko naprej je potrebno to načrtovati? Mi smo šola investiranja, pravzaprav value investinga, in to je ravno način investiranja, ki ga tudi Warren Buffett in Charlie Munger prakticirata. To smo planirali že zelo dolgo časa, je bilo v načrtu. No, sedaj je to prišlo na dnevni red, če tako rečem. Eden od zelo dobrih razlogov, da smo ravno letos šli, je tudi, kot ste rekli, že častitljiva starost Warrena Buffetta, ki šteje 92, in pa Charlie Mungerja, ki šteje kar 99. Vendar njuna energija ni izostala na samem srečanju. V bistvu stva vodila, če rečemo, celo konferenco ali kot oni pravijo festival, z veliko energije, tako da bi jima zavidali tudi kakšni mlajši investitorji glede tega. Kako se pride na na to srečanje? Dovolj je, če posedujete eno delnico, bodi si je to delnica A ali B. Delnica A je sicer malce dražja, stane preko $500,000, tako da če koga tam srečate in ga vprašate, če ima kaj delnici, če pravi, da ima delnico A, pomeni, da ima kar nekaj pod palcem. Mi smo imeli, nas je bilo par, smo imeli delnice B. Kot rečeno, delnice B so veliko cenejše, $300 ena stane, ampak za njo ravno tako dobite vstopnico za srečanje Berkshire Hathawaya. Samo načrtovanje potovanja niti ni kakšen poseben problem. V bistvu, ko greste v Ameriko, ponavadi kakšnih par mesecev prej načrtujete, rezervacija letalske karte, rezervacija nastanitve, ESTA, registracija in tako naprej. Zdaj letos so bili še zadnji dnevi, ko je bilo potrebno imeti potrdilo o cepljenju proti covidu, in to je bolj ali manj vse. Kar je bilo zanimivo, ob vstopu v ZDA letos, pač vsakič te vprašajo na vstopu v državo, razlog, zakaj potujete v ZDA. In pač sem povedal, grem na skupščino Berkshire Hathaway. Zdaj ne vem, a se je, gospa na meji, na carini, malce sprenevedala, ampak je vprašala, s čim se pa ukvarja Berkshire Hathaway. Tako da sem moral kar izstreliti nekaj. Prvo, kar mi je padlo na pamet, so bili zavarovalni posli, čeprav to še zdaleč ni vse. V bistvu veliko boljše vprašanje bi bilo, s čim se Berkshire Hathaway ne ukvarja, katera področja ne pokriva z svojimi naložbami.
Kot rečeno, potem pa nek tak, bom rekel, neki festivalni dnevi trajajo približno 3 dni. Najprej je uvod, en dan pred samo skupščino je odprta tržnica, kjer so na voljo razni izdelki podjetij, ki jih ima Buffett v polnem lastništvu ali pa v solastništvu. Zelo obiskana je bila stojnica Seascandy, morda, bom rekel, podjetja, ki ga v Sloveniji mogoče še toliko ne pozna. Gre za podjetje, ki izdeluje sladkarije, čokolade in podobne reči. In to je eno od zgodnjih podjetij, ki jih je Buffett pridobil v 100% last. Sicer ne predstavlja neko veliko vrednost v njegovih naložbah, vendar je bila stojnica zelo obiskana in videl sem veliko starejših ljudi, ki se je drenjalo tam, da so kupovali sladkarije, čeprav bi se oni morali najbolj paziti pretiranega sladkorja, če temu tako rečem. Sicer pa sama stojnice, kot sem rekel, so bile zelo močno, bom rekel, zelo polno obiskane. Kot rečeno, to se je dogajalo dan pred samo skupščino. Potem pa na dan skupščine smo morali zgodaj vstati. Kar bi tukaj zdaj še povedal, bom rekel, glede samega. Ali lahko vprašam, kaj pomeni to zgodaj vstati in zakaj? Ker se bo treba premakniti do tega. Za borznika. To pomeni v 4:30 zjutraj, je to zelo zgodaj, ker borzniki ponavadi malce dlje spimo. Mi smo vedeli, da je gneča pred vhodom, običajno že v zgodnjih jutranjih urah in računali smo tam, da nekje ob 7, če bomo v vrsti, da dobiš nek dokaj v redu sedež, ki je blizu glavnega odra, vendar so nas opozorili, da naj pridemo veliko prej in bili smo tam še po temi, malce čez 5 je bila ura in so bile vrste že zelo, zelo, zelo dolge. Seveda vrata odprejo potem ob 7 in potem tisti, ki so prej vstopili v vrsto, pridejo do boljših sedežev, če tako rečem, in tako je potem dejansko vse tudi potekalo. Kako bi opisal samo vzdušje na sami konferenci? Zelo spominja na kakšen rock koncert, če ste ga kdaj obiskali. Gre za veliko dvorano, ki sprejme nekih 40,000 gledalcev in bila je povsem polna. Tako da vzdušje je bilo zelo razpoloženo, dobro so bili razpoloženi obiskovalci. Jasno, postrežejo z vsem, kar želiš. Dobiš tudi, bom rekel, brezplačno kavo, pijačo, prigrizke in tako naprej. Tam kroži zelo veliko ljudi, raznih in dejansko tudi komunikacija poteka tudi z naključnim obiskovalcem, hitro vstopiš v sam pogovor. Ja, ko smo spremljali to zadevo na CNBC-ju, smo videli, da je bilo zelo veliko tudi zvezdnikov tam, tako da niso bili samo mali delničarji, ampak so bili tudi nekatere zvezde, ki so tudi mali delničarji konec koncev. Mogoče kot zanimivost, jaz sem poskušala Berkshire Hathaway delnico razreda A kupiti tudi preko Interactive Brokers in sicer preko fractional trading. Dejansko ne moreš kupiti frakcijo delnice, prav konkretno te delnice. Medtem ko Berkshire Hathaway razreda B je bistveno bolj ugodna, če lahko temu tako rečem, $330. Ne? Koliko vas je pa recimo, ni potrebno nobene vstopnice kupiti za en tak dogodek, ali so kakšna finančna sredstva potrebna za to, da sploh prideš noter v ta prostor, ali je samo dovolj, da izpolniš formular kot delničar? Kar je najbolj zanimivo, tukaj so vsi enaki, tudi če niste bogati. Kot sem rekel, zadostuje ena delnica B, ki stane $300 in za to delnico potem
na blagajni lahko prejmete 4 vstopnice za 4 ljudi. Tako da, bom rekel, so vrata odprta širokemu krogu. Kakšnih posebnih stroškov, nekih tam, da bi imeli neke reprezentančne stroške ali kaj takega, praktično ni. Tako da lahko rečemo, da gre za neke vrste brezplačno zabavo. Ampak kot sem povedal, kje to Warren Buffett dejansko kompenzira, en dan prej, kot sem rekel, je odprta tržnica, no in na tisti tržnici se pač mrgoli kupcev in vedno je pravilo, tam, ker je ogromno ljudi, se tudi ogromno proda in razstavni prostori so tako narejeni, da je gneča, da ni veliko prostora, tako da dobi človek vtis, da rabiš nekaj kupiti, sicer bo dejansko vrsta še daljša oziroma ne boš prišel do izdelka, čeprav jasno ga dobiš. Kot sem povedal, See's Candies je bila zelo dolga vrsta, potem pri majicah Fruit of the Loom prav tako, pa še nekaj knjigarna. Tam so bile celo knjige borzne, ki jih na Amazonu lahko kupite, ampak prav na tej tržnici so se ljudje drenjali za neke knjige, ki, bom rekel, mogoče za investitorje ne pomenijo neke super dodane vrednosti ali nekaj posebnega, ampak tam si pa čakal, ne vem, pol ure ali pa 1 uro za knjigo v vrsti, ki jo lahko na Amazonu z 2 kliki kupiš. Ja, Amerika. V glavnem, a lahko mogoče kar greva na vsebino, kaj v bistvu se je dogajalo na tem dogodku, na tem festivalu. Tam imajo ljudje možnost postavljati vprašanja, vse skupaj trajalo 5 ur, sta odgovarjali na vprašanje, mislim, da okrog 50 vprašanj je bilo postavljenih, zelo veliko sta pač tudi komentirala aktualne dogodke, pa deva najprej odgovoriti na zelo zanimivo aktualno dogajanje, gospodarska napoved oziroma kako ona dva vidita, kaj se bo dogajalo v gospodarstvu, sta omenjala morda recesijo, kaj sta komentirala, kako sta komentirala trenutno gospodarsko dogajanje? V bistvu Buffett in Munger sta dobro utečen dvojec. Buffett običajno malce bolj elaborira, na daljše, bom rekel, pove okoliščine, potem pa vpraša za mnenje še Mungerja, ki pa da potem tisto, bom rekel, češnjo na torti na koncu. Tako ona dva funkcionirata. Kot ste rekli, Buffett ni eksplicitno povedal, ali vidi zadevo pesimistično ali optimistično, seveda je malce bolj so bili pesimistični toni, ampak to zanj ne predstavlja velik problem, ker v isti sapi pove, da ima naložbe v različnih sektorjih, kjer enkrat eni delajo dobro, drugi slabše in tako naprej. Kjer je pa videl malce večji problem, je pa videl v geopolitični situaciji na relaciji ZDA-Kitajska. Kar se tiče pa Mungerja, Munger je bil pa malo bolj odrezal, bi rekel, v smislu je konkretno povedal, da so pred nami malce težji časi. Ampak kot rečeno, ona dva sta z svojimi naložbami dokaj samozavestna in ne vidita nekih posebnih težav, da bi, bom rekel, njuno podjetje ali njune naložbe ali njune portfelje spravilo iz ravnotežja. Zanimivo je tudi to, da v bistvu sta tudi potem opozorila, da to ni neka napoved, ne, in da se lahko tudi zmotita, ne, tako da nista vsem se zavedata, da pač lahko pride do nekih sprememb, ne. Zdaj, ko je govora o teh geopolitičnih trenjih, mogoče tudi zanimiva izjava Mungerja, on tukaj vidi zelo veliko priložnosti v sodelovanju za Kitajsko, za investicije na Kitajsko, mogoče lahko tudi to kaj poveva o tem? Ker je konkretno omenil recimo Alibaba, tudi nekega proizvajalca električnih avtomobilov BYD, če se ne motim. Ja, Mungerju se zdi Kitajska zelo zanimiva država za naložbe.
Seveda je pa zdaj v luči teh, bom rekel, trenj med ZDA in pa Kitajsko, malce, če temu tako rečemo, razočaran, ker ne pride do dogovora med obema gospodarskima velesilama. Zdaj, tukaj to najbolj elaborira Buffettovo ravnanje, ki je lani kupil delnico Taiwan Semiconductorja. Skratka, za podjetje, za katero je dejal, da je odlično vodeno in da vidi, bom rekel, kot dobro naložbeno priložnost, vendar je pa letos prodal. In ravno zaradi, bom rekel, edini razlog je geopolitična napetost. Ampak to so že druge stvari. Kar se pa tiče same ekonomike, gospodarske, dobičkov in tako naprej, pa pri samih, bom rekel, tudi kitajskih podjetjih in pa podjetij, ki jih posedujeta oba, Munger in pa Buffett oziroma Berkshire Hathaway, kot rečeno, ne vidi nekih posebnih težav. Mogoče tukaj v tem kontekstu je zanimiva tudi izjava Buffetta, ki je v bistvu nekako svetoval vlagateljem, da ne stavijo proti Ameriki, ni pa želel specificirati, v katere investicije oziroma katere države vidi še kot zanimive. Ne? Tudi Evrope, recimo, se mi zdi, da nič ni omenjal. Ja, veliko vprašanje je deževalo tudi vmes med samo konferenco. Zelo so ga spraševali, bom rekel, po alternativnih naložbah, druge regije. Kot ste rekli, Amerika se njemu še naprej zdi, bom rekel, najboljše področje investiranja. Seveda pa, kot rečeno, on veliko bolj gleda samo poslovanje kot samo regijo. Njega zanima, ali se izdelki prodajajo, ali imajo izdelki, bom rekel, so dobro zapisani pri kupcih, da imajo neko ograjo ali kako bi temu rekel, okrog sebe, da jih kupci, da bojo na daljši rok si bojo želeli in da bo podjetje profitabilno delalo. Njemu se to zdi bolj pomembno vprašanje kot samo, bom rekel, kje se geografsko nahaja. Seveda je pa Amerika znana, da ponuja največ takih priložnosti. Navsezadnje je tudi nakupovalni trg daleč največji in levji delež prodaje, hočemo, nočemo, če gledamo bilance podjetij, se dogaja v ZDA, sploh glede na število prebivalcev in tako naprej. Se to je zelo zanimivo, ker malo čuden izpade, zdaj, ko se skupaj damo v nek kontekst in sicer Taiwan Semiconductor, za katero on meni, da je to eno najbolj upravljenih podjetij na svetu in vidi tukaj zelo veliko priložnosti, po drugi strani je pa problem lokacije, se pravi ta pač geopolitična trenja ravno zaradi tega, ker je ta podjetje v Tajvanu locirano, potem pa pravi tudi, ne, da je pomembno, kako podjetje posluje, pomembne so bilance, pomembno je, da je enostavno razumljivo poslovanje oziroma posel podjetja. Tako da tukaj se mi malo tepe, zakaj zdaj je v bistvu se umaknil iz Taiwan Semiconductors, naprimer, ne. Glede na to, da je dobro podjetje, dobro posluje, ima v redu bilance, vidijo tudi kot najboljše podjetje, najbolj upravljeno podjetje na svetu, malo ni. Morda tudi zaradi svoje starosti, zdaj morda z leti postane malce ga kakšen pretiran strah, ki je popade, ne vem. Njemu se zdi pač zdaj nevarnost, da pride do, če temu tako rečem, ali ekonomskega, ali pa celo vojaškega spopada med ZDA in Kitajsko, kar dosti visoka. Zdaj, mogoče se to ne bo zgodilo, ampak on je v nekem momentu, ko se mu nekaj zazdi, verjetno je človek pri svojih letih ima že tudi neke izkušnje in intuicijo in se mu zdi, da zaporedje dogodkov morda pele v neko zaostrovanje med tema dvema državama in da bi pač direkten nakup tajvanskega podjetja mogoče predstavljal problem za njega.
Ja, no, vse to je zanimivo, da ste zelo veliko govorili tudi in poudarjali tudi naložbe v kakovostna podjetja za vzdržljivo konkurenčno prednostjo. Dejal je tudi, raje kupimo podjetje, ki ga je enostavno razumeti in voditi. Ne? To sta v bistvu ona dva v svojem bistvu, ne? Investiranje v takšna podjetja. To je že dolgo časa njuno vodilo. V bistvu tukaj se sklicujete, če temu tako rečem, na Philippa Fisherja. Poleg Grahama in njegovo knjigo Modri investitor, kot ste rekli, za njo je Buffett še tudi tokrat na tem srečanju dejal, da je najboljša knjiga kadarkoli napisana o investiranju. Vendar iskanje podjetij za jarkom je pa področje, ki ga je obdelal drugi value investing teoretik Philip Fisher, in ravno temu sledita oba, se mi zdi. Ne, da samo preigravate številke v preteklih prodajah, ampak iščete tudi neko posebno, bom rekel, ograjo, ki jo ima neko podjetje za svojimi izdelki v tem trenutku na trgu, in s tem morda na podlagi preteklih številk vsi ne vidijo bodočih dobičkov, kot jih vidi Buffett, ki ima glede tega nek poseben nos, posebno intuicijo. Kaj konkretno pa pri njemu igra vlogo, da se odloči za neko delnico podjetja, oziroma sprejme odločitev, ki je na prvi trenutek morda večini nerazumljiva, pa on neposredno ne pove. On samo pove, da vidi dober trg in da se bo dobro prodajalo. Zdaj, na podlagi katerih podatkov konkretnih pa to vidi, pa dejansko ne razkrije. Zato vsa zadeva je toliko bolj zanimiva, ko se ga posluša že vrsto let. Ja. A gremo mogoče še na to aktualno zadevo, in sicer meje zadolževanja v ZDA, o tem je bilo tudi nekaj govora, kajti vsak dvig meje zadolževanja mora biti potrjen v kongresu, ker pač nima ena stranka zadostne pač večine. In tukaj potem prihaja do merjenja mišic, in to je zelo zanimivo, glede na to, da naslednje leto so volitve, tako da zdaj vse oči javnosti so uprte v ta debt ceiling, kaj se bo zgodilo. In tukaj je bil Buffett kar v bistvu tak zelo optimističen. Saj drugega verjetno tudi ni preostalo, ne? Pri svojih 92 letih je verjetno take razprave o debt ceilingu doživel že nič kolikokrat. In pač njemu se zdi, bom rekel, tale politična struktura v ZDA se mu zdi relativno razumna, ne, kakorko se nam to zdi tukaj, da je veliko strasti pa čustev, da noben hoče popustiti. Vendar tam igra denar veliko vlogo in Amerika temelji na velikih podjetjih, dobičkih, biznisu, in na koncu se pač dogovorijo. Seveda je pa to, ko gledamo po televiziji, tale ceiling se bo uredilo, se ne bo uredilo, to je pač predstava. Amerika je šov. To je res, ja. Amerika je šov zelo dober. Ampak vseeno mogoče, a sta mogoče komentirala tudi, kakšen bo vpliv na kratkoročne ameriške zakladne menice oziroma na obveznice mogoče tudi? To neposredno nista govorila, so pa bila vprašanja iz občinstva, kaj menijo o prihodnosti dolarja, v bistvu, ki se lahko tudi veže na te zakladne menice, ki ste rekli, ne? Ker če kupiš menico, pač moraš najprej dolarje kupiti, ne? In zaupanje v dolar potem bi pomenilo tudi zaupanje v kratkoročne fiksne papirje za fiksno obrestno mero. In tukaj nista, bom rekel, se s tem posebej ukvarjala. Buffett je rekel, najboljša valuta oziroma najboljši ohranjevalec vrednosti je, da kupiš delnice podjetij, ki bodo dobro poslovale, da jih kupiš po primerni zmerni ceni in da žanješ kapitalske dobičke in pa dividende, da to je najboljše hranilo vrednosti, ne pa valuta ali pa obveznice ali pa kratkoročni dolžniški papiri v tej ali oni valuti.
Ja, je v bistvu kar zanimiva izjava. Se mi zdi, da je pa tudi pomembno povedati, da sta zelo iskrena in direktna in da sta tudi povedala, da nimata pojma, kam bodo šli tečaji. Tako zelo direkt povesta. Pač povesta svoje mnenje, ampak dodate to pikico na koncu. Ja, ne vemo točno, kaj se bo zgodilo. Ne? Ja, ona dva sta v bistvu, zdaj ne vem, kot sem rekel, uigran dvojec sta. Munger običajno zelo malo govori. Zdaj, kar pa pove, se ga splača pa zelo dobro poslušati. Zdaj sicer on je majčkeno manjši optimist morda kot Buffett. Buffett je bolj zgovoren, bolj optimističen. Munger pa pove, bom rekel, stavek ali dva. In rekel je investitorji, da bomo morali malo zategniti pasove, da bomo morali biti navajeni na nižje dobičke. Tega se najbolj spomnim, kar se tiče Mungerja. Pri Buffettu pa kakšne velike razlike v njegovih tonih, glede na prejšnja leta, kot sem spremljal po internetu, nisem slišal. A ste mogoče kaj komentirala volitve naslednje leto v ZDA? Volitve v ZDA pravzaprav ni bilo nobenega, temu sta se, bom rekel, povsem izognila. Tej temi se je pa ta tema posredno, bom rekel, priplazila v drugi polovici konference, kjer so pač ena skupina delničarjev je dajala neke zelo zanimive predloge. Najprej so bili predlogi dejansko, koliko sta oba spola zastopana v upravi, koliko so vse družbene skupine ali pa, če temu rečem tako, rase zastopane v upravi. Buffett je odgovarjal, da on se pač odloča na podlagi poslovnih odločitev, ampak zgleda, da je vsak tak predlog požel, bom rekel, približno, da ne bom povedal preveč, 20% glasov delničarjev. Tako da lahko, da so tu bili neki skladi, ki so malce tudi politično, bom rekel, imajo politično konotacijo in da je na to vižo šlo, bom rekel, ta debata. Bilo je tudi vprašanje glede Billa Gatesa, ki je v upravnem odboru podjetja in zakaj se ga drži v upravnem odboru, glede na njegovo, narekovajih, neke afere, ki jih je imel z pokojnim Epsteinom, ki je bil, bom rekel, procesuiran zaradi nekih kaznivih dejanj. Tako da je bilo majčkeno čutiti take političnega podtona. Vendar pa se Munger in pa, bom rekel, Buffett odkrito glede tega ne opredeljujeta. Buffett ima predvsem rad nizke davke. Zdaj pa tudi ta trenutna nomenklatura, ameriška, demokratska z Bidenom, s kakšnimi posebnimi davki ni pretiravala na gor, tako da mu je to čisto v redu. Ampak Amerika bo vedno bo zasledovala nižje davke, kajti te multinacionalke preko svojih kanalov na koncu le dosežejo, da se davčni vijak preveč ne zategne za njih. Mislim, da vsi investitorji radi slišimo oziroma bi radi imeli nižje davke, nižje obdavčitve, ampak ja, mogoče v Ameriki neka druga zgodba kot pa pri nas, ker v bistvu ta davčna negotovost z vsakim nastopom vsake vlade prav neverjetna, ker vsaka vlada poskuša nekaj spremeniti, tudi ta, čeprav ne vemo, kaj se bo zgodilo. Kakšnih ekstremno visokih davkov nismo videli že vse v časa Jimmyja Carterja, že zelo dolgo. Ko so bili davki, korporativni davki, bom rekel, tudi blizu 50%. Od takrat dalje pa mislim, da nobena garnitura ali republikanska ali demokratska kaj posebnih
visokih davkov ni prakticirala. A se lahko dotaknemo še ene aktualne tematike, in sicer bank? Regionalne banke v ZDA so v težavah, imeli smo zgodbo Silicon Valley Bank, pa First Bank, pa Signature Bank. Kakšen je pogled Buffetta in Mangarja na bančne delnice? Tudi to sta namreč predstavila na tem dogodku. On je tukaj ločil dve stvari. Najprej varnost varčevalcev, kjer se mu stvar ne zdi sporna, ker v Ameriki obstaja pač ta agencija za depozite, ki poskrbi, da jamči za vse depozite za, bom rekel, ljudi, ki varčujejo v bankah. Kar se tiče pa bančnih, bom rekel, delnic ali pa tega, pa lahko pride še do kakšnega, bom rekel, kakšnih tresljajev. Bom rekel, če temu rečem, bo kriza še malce z repom opletala, tu pa tam. Sicer to ni eksplicitno trdil, da bo do tega 100% prišlo, ampak dopušča možnost pa, da bo. Lahko rečem, da je to v skladu z njegovimi odločitvami, da še vedno ima več kot 100 milijard denarja v gotovini, kar pomeni, da verjetno še pričakuje, da bo kaj, kje se malce zalomilo pa padlo, da bo lahko potem, bom rekel, vstopil z nakupom z to gotovino. Tako da vidi, jaz bi rekel, da nekje 70% verjetnosti, da vidi še neko možnost, da se bo kaj, da bo kaj zatrokiralo, če povem v takem jeziku. Ja. Ampak kakšnega, bom rekel, hudega tveganja, razen geopolitičnega, ki je zdaj te, bom rekel, nuklearne debate in tako naprej, to ga nekje najbolj skrbi. Gospodarstvo samo ga pravi, da je stvar prehodne narave in da tu ne vidi največjega problema. Se Buffett in Munger sta doživela že kar nekaj ciklov v svojem investicijskem obdobju, če lahko tako rečem, tako da verjetno sta navajena vsega hudega. Ta geopolitična trenja, ki smo jim pa priča danes, pa verjetno in ta ves napredek, razvoj tehnologije, to pa je tudi za njih nekaj novega, konec koncev, ne? Ja, ona dva sta se dotaknila tehnološkega razvoja in debatirala sta o tem, kaj ta tehnološki razvoj pomeni za poslovanje, za delničarje, za investicijske priložnosti, ali bo priložnosti še tudi v bodoče toliko, glede na vse, kar prinaša tehnologija, tudi umetna inteligenca in tako naprej. Ampak je Buffett rekel, da človek bo še vedno delal psihološke napake. Tehnologija taka ali drugačna. Še vedno smo bitja, bom rekel, kot smo bili pred, ne vem, 1000 ali pa 10.000 ali pa 20.000 leti in še vedno delamo napake, da pretiravamo in ta pretiravanja, bom rekel, nesorazmerja, podcenjenost, precenjenost se bo kazala na borzi tudi v prihodnje. Tako da za investicije ne bo nič manj priložnosti zaradi razvoja tehnologije. Morda še celo več. Tukaj sta bila tudi kar precej konkretna, izpostavila sta recimo Amazon, Apple, vemo, da Buffett je kar dolg časa okleval za investicijo v Apple, zdaj izpostavlja kot eno pomembno investicijo, po drugi strani pa mislim, da sta omenjena tudi Snowflake, pa fintech podjetje Paytim, če sem prav to videla. Ja, sta bila kar konkretna, ne? Zdaj, glede teh podjetij, ki ste jih naštevali, točno ali nisem ravno najbolj pozorno poslušal, recimo sta pa povedala, da vseh tehnoloških, bom rekel, podjetij, ki so kasneje, kateri delnice so precej dobro napredovale, da sta jih spustila iz rok. Tukaj omenja Amazon, pa omenjajo tudi Google in tako naprej, ampak to je že preteklost. Zdaj trenutno se drži Apple kot, bom rekel, glavne pozicije, ki jo drži,
saj približno 30% njegovih naložb predstavlja prav Apple. In pravi, da če dalje bolj tehnologija, da mu je dejansko blizu. Kaj se je spremenilo? To bi se navezal na prejšnjo ugotovitev. Pravi, da borznik, oziroma tudi on osebno, ni mu treba tehnologije poznati vse detajle, ampak pomembno je, da ve, da ljudje te produkte rabijo. Takole pri Applu pravi, on ne rabi aparata poznati pa vse njegove komponente, ampak samo, da ljudje imajo radi produkt in da so, če temu tako rečem, zaljubljeni v blagovno znamko in pa v sam izdelek. Tako da potem, ko smo že pri Applu, je bilo tudi vprašanje, ali delničarjev, ali morda ni prevelika koncentracija ene naložbe, bom rekel denarja v eni sami naložbi, kajti Apple predstavlja skoraj tretjino vseh naložb. Tukaj se je izvlekel, malce si je z Fisherjem pomagal, kajti ko stavi na Apple, je dejal, stavi na več industrij, kajti Apple ni samo, bom rekel, telefoniranje, ampak je tukaj tudi zabava, prosti čas, vsebine in tako naprej. Tako da tukaj je notri več panog. Tako on gleda na, bom rekel, tehnološke delnice. Skratka, Apple mu nekako povzema več tehnologij v enem samem podjetju. A ste mogoče tudi govorili kaj o aktualni zadevi in sicer umetni inteligenci, kako bo umetna inteligenca vplivala na borzo, na podjetja? Tukaj sta pa dobesedno povedala, da ne vesta. Da je, bom rekel, povsem nenapisana knjiga. Dejansko niti Munger, niti Buffett nista dala nobenega takega oprijemljivega odgovora, da je zanimivo, da so stvari zelo zanimive, tako da sem dobil tisto, da zelo razmišljate o tem, kako bi lahko to ona dva vključila. Zdaj morda imata neko predstavo, ampak nista pa javno povedala, ali je to zelo dobro ali ni dobro. Ne? Tako kot recimo Elon Musk, pa na eni strani pa Zuckerberg, kjer sta oba na nasprotnih mnenjih, eden prav, da ni dobra umetna inteligenca, eden, da je. Tukaj je Buffett še zaenkrat na sredini, bom rekel, še na 2 stolih sedi. Zdaj, kaj bo pa naredil, ali bo vložil v kakšno podjetje, ki umetno inteligenco podpira, pa to pa se ni dalo razbrati iz njegovih odgovorov. Je bilo pa več govora recimo o robotiki, ne? Sploh Munger se mi zdi, da je tukaj večji navdušenec nad robotiko kot pa Buffett. Ja, tukaj sem predvsem slišal del razprave, ki se je vezal, ali jima je všeč Elon Musk. Bom rekel, ki je nek promotor nekih bodočih tehnologij za morda za 30-40 let naprej. Ona dva to zelo hvalita. Ja, da bo to zelo prispevalo k, bom rekel, blaginji in tudi k rasti cen delnic, ampak ona dva svojega denarja trenutno nista pripravljena vlagati v tehnologije, ki bojo denar prinesle čez 10-20 let. Zdi se, da sta tukaj malce konzervativna in se držita, bom rekel, tistega oprijemljivih, bom rekel, starokopitnih naložb, ki prinašata rezultate prodajne in pa vse, kar zraven spada, dividende in tako naprej, že sedaj. Pravite pa, da Musk počne zanimive stvari, ampak da pa troši tudi enormno veliko denarja in to njima ni všeč. Ona dva bi pa rada, bom rekel, predvsem podjetja, kjer dobivata, bom rekel, sadove, ne pa da veliko morata vlagati. Zdaj, ko je govora o Musku, mogoče tudi kakšen komentar vezano na obnovljive vire energije, je bilo tudi o tem, kaj govora o zelenem prehodu? Ja, predvsem je tukaj bilo eno vprašanje,
eno dekle je vprašalo, mislim, da je bila iz Kitajske, in je bilo, kaj mislijo o obnovljivih virih, oziroma zakaj Berkshire Hathaway več ne investira v industrijo obnovljivih virov, recimo tako kot na Kitajskem. Tu je izpostavil en problem, ki v Ameriki obstaja, in sicer lokalna zakonodaja, kjer je potrebno za vse iskati neka soglasja. Berkshire Hathaway je rekel, da ima v državi Iowa neke podjetja z vetrnimi elektrarnami, vetrnicami, vendar so tu vezani zelo veliki problemi, lokalno skupnost, to je tako, bom rekel, podobno kot pri nas, pač mora se okolica strinjati, podpise treba dobiti. Rekel je, imamo pač demokracijo in to je bolj komplicirano. Ravno zaradi tega je on še vedno bolj, kar se Amerike tiče, misli, da bojo fosilna energija, na fosilna goriva še naprej, bom rekel, za njega pomembna. In da bo še naprej boljša naložbena priložnost kot obnovljivi viri. Seveda pa so drugi podatki govorijo, da pa Amerika zelo hitro gre pri teh solarnih elektrarnah naprej in tako naprej, ampak Buffett še zmeraj prisega na nafto. To tudi kaže njegovi nakupi, on je precej v nafto vlagal v letu 2022 in še zdaj ima kar precej naložb v tradicionalnih naftnih podjetjih. Ok, črno zlato, kaj pa zlato? Kaj sta tudi kaj omenila? O zlatu pa ne duha, ne sluha. To pa dejansko tukaj nimata. Niti nisem nikoli zasledil, pravzaprav, da bi ona dva neke zlate rudnike kupovala in tako naprej. Imata pa, če že iščemo neke, bi rekel, klasične, tradicionalne naložbe, recimo kot zlati rudniki, imata pa železnice, ampak to ima zdaj kaj preveliko dobička, priznavata, da jim to zdaj večinoma samo stroške nosi, ta vrsta naložb. Mogoče še eno vrsto zlata lahko omenimo, virtualno, vsaj zato, ko se nekaj časa govori za Bitcoin. A je bilo tukaj kaj govora o kriptovalutah? Mangar, vem, da je bil kar precej oster v preteklih letih. Kripto je označil kot za strup za podgane. Ne vem, a sta letos kakšno mnenje izrazila vezano na kripto? Nič takega novega. Morda na tej konferenci ne. Je pa Buffett, mislim, da je pred več meseci povedal, da bi raje kupil, rekel, če bi imel denar, bi kupil zemljišče, kmetijo, ne vem koliko hektarov, kot da bi mu dali vse kriptožetone po vsem svetu. Malce je pretiraval, ampak tukaj oba nista spremenila svojega mnenja. V bistvu zelo sta proti kriptovalutam, pravite, da jim ni jasno, pač kaj se tukaj prodaja, kaj se proizvaja. Tukaj je samo pomembno, da najdeš kupca naprej za tisto, kar si kupil, da najdeš novega kupca. Zdaj, govorita pa že dolgo časa o tem in ne veste več, kaj ćete odgovoriti na taka vprašanja, tako da to, kar sem povedal, to dejansko v raznih variantah ponavljata. A lahko mogoče še spregovoriva o tem, kaj sta povedala glede sprejemanja tveganj? Vem, da zelo velikokrat omenjata in poučita nekako vlagatelje, kako je potrebno sprejemati tveganje, ko govorimo o investiranju. Ja, zdaj, kako ona dva na svojem primeru, ona dva, če gledamo, imata, bom rekel, več industrij v svojem portfelju. Zdaj, za male vlagatelje, ki začnejo in ki verjetno ne morejo, bom rekel, z svojim denarjem pokriti vse, kupiti delnice vseh sektorjev, pravi pa priporoča, bom rekel, investiranje po
Filipu Fisherju in pa Benjaminu Grahamu za začetek in predvsem svetuje mladim, naj se najprej dobro poučijo, bom rekel, preden vstopijo v svet investiranja, ne na pamet, in potem šele, ko so pripravljeni, naj, bom rekel, gredo v naložbe. Naj pa začnejo čim bolj zgodaj. To sta tudi poudarila. Start when you are young. In tukaj na tem kongresu je bilo slišati veliko mladih ljudi je bilo. Neverjetno, tako, ko sem se pogovarjal, bi rekel, marsikdo je bil celo mlajši od 20 let. Prav neverjetno. Nekatera vprašanja, ki so bila na samem, bom rekel, kongresu, ki so prišli do mikrofona, so bili celo mladi ljudje, stari tam 11-12 let. Prav neverjetno. In kakšna zrela vprašanja smo slišali od, recimo, eno dekle, ne vem, ni imelo več kot sem rekel, 11 let in zelo zrelo spraševalo glede naložb in tako naprej. Tako da zgleda, da je naredil zelo dobro reklamo borzništvu Buffett z svojim načinom komuniciranja z investitorji. En poseben način, bom rekel, malce zvezdniški, kot da bi recimo Bruce Springsteen govoril o borzi. Nekakšen ta način. Se je tudi ta festival posledica tega, ne? Ker je v bistvu dostopno vsem, ne? Tudi mladi človek lahko pride in postavlja vprašanje enemu milijarderju. Ne? Tako da že ko je to, je v bistvu neki en tak drugačen pristop, kot smo vajeni. Ne? Natančno. To je dejansko ena zadeva, ki jo nisem še videl nikjer. In do zdaj sem bral o tem, bil sem prvič na takem srečanju. In moram reči, da sem zelo pozitivno presenečen, da se je vse dogajalo, bom rekel, na zelo visokih obratih. In ko smo prišli nazaj v Ljubljano, si bil poln vtisov, nosil si v sebi vse tisto, kar se ti je dogajalo 3 dni. Omaha je pravzaprav neko tako mesto, nič posebnega, po velikosti podobno Ljubljani, ampak je pa okolica bolj kmetijske narave. Ljubljana ima okoli sebe veliko več, bom rekel, tegale industrijskega zaledja, ampak to mesto je ravno zaradi Buffettovega festivala pač v teh dneh oživi in, bom rekel, postane kot nek mali New York za teh nekaj dni, ko ima Buffett skupščino. Ja, pa mogoče tukaj lahko tudi poveva, da Buffett je popolnoma drugačen, ne vem, milijarder ali pa menedžer. Mislim, da prejema okrog 100,000 evrov letno plačo, živi v hiši, že ne vem, kdaj se je preselil tisto hišo, ne vem, 60-ih prejšnjega stoletja, vozi se z nekim starim avtom v službo, hodi v McDonald's po tisti burger, ne. Tako da je tudi skromnost tista pri njemu, ki v bistvu na nek način tudi pritegne, ne? Šli smo si pogledati tudi njegovo hišo. Pač njegov naslov je na Google in smo prišli do tja in je bilo tam že en avtobus Kitajcev je bil. Tam sta sicer 2 varnostnika pred samo hišo in iz ceste se lahko slika pa gleda, iz dvorišča se pa ne sme, čeprav je mogoče to samo 1 meter levo desno, tam sta bila zelo natančna. Njegova hiša ni nič posebnega. Veliko Slovencev, če se tukaj malo zapeljete po Gorenjskem ali pa Štajerskem, skoraj vsaka druga hiša je verjetno, če temu tako rečemo, od zunaj lepša od njegove. Nič posebnega. Ena stara hiša za neko celo sivo fasado, okolje je pač obdana z ograjo, ampak tisto, kar na zunaj izgleda, ne kaže, bom rekel, nič na noben velik luksus. Človek tudi ni, bom rekel, je zelo nenavaden. On je delniško skupščino vodil zelo preprosto, čisto kot preprost človek, ne kot bogataš. Tiste papirje z dnevnim redom kot predsednik družbe
Sam je sedel na odru in tisti dnevni red premleval in se ukvarjal z predlogi, kot sem prej povedal, o zastopanosti spolov in pa Billu Gatesu s takimi banalnimi stvarmi, ki bi jih lahko prepustil komu drugemu, ki bi zraven vodil. Ampak on je pri svojih 92 letih vse to sam, podelal gor na odru in neverjeten možak. Drži se nekih svojih načel, tradicij, delavnosti, neverjetne in vtis je bil, ko sem ga gledal, da je še celo bolj, da ima celo več energije kot lani, ko sem ga gledal po videu. Tak vtis sem dobil. Neverjetno, ja. Zadnje čase veliko takih 90 plus ljudi spoznavam in moram priznati, da sem čisto fascinirana, kako so nekateri dejansko v 90 letih v bistvu tako prisebni, da še vodijo v take skupščine, mislim, to nekaj neverjetnega, no, ne vem. A lahko mogoče se dotaknemo še eno zadevo, Warrena Buffetta in njegov portfelj Berkshire Hathaway zelo radi kopirajo vlagatelji po celem svetu. Kako je sestavljen njihov portfelj, kaj sta kupovala, kaj sta prodajala? Ja, zdaj, če pogledamo, kaj sta ona dva zadnje leto kupovala, prodajala, dokupoval je, kar je možno videti tudi, iz javno dostopnih podatkov, dokupoval je Apple, pa kot sem rekel, nekaj naftnih delnic, sicer pa prodal je Semiconductor, ampak kakšne posebno velike aktivnosti, zdaj v zadnjih mesecih ni bilo. Zdaj, nekdo, ki ga želi kopirati, pa da bo ob tem računal, da bo naredil nadpovprečne dobičke, je Buffett tako rekel, mi smo tako velika družba, da z našim obsegom sredstev in pa z našo prepoznavnostjo ne moramo delati tako dobrih dobičkov, kot jih lahko dela nek mali investitor, ki lahko kupi, manjša podjetja, manj delnic, če temu tako rečemo, na skrivaj, kupuje in če bi bili manjša družba, manjše podjetje, bi delali boljše dobičke, je povedal. Tudi, če se spomnite njegove zgodovine, on je najboljše dobičke delal v 70 letih, poznih 60 in pa 70 letih. Skratka, v zgodnjem delu svoje kariere. Zdaj v starejšem delu sicer še vedno zelo dobro funkcionira njegov portfelj, ampak niso pa več tako, donosi vsako leto fantastični, kot so bili recimo 30-40 let nazaj, ko še ni bil toliko znan in ko je lahko, bolj skrivoma kupoval pa prodajal in ni bil tako na očeh investicijske javnosti. Tako da je rekel, jaz nisem nič na boljšem zaradi tega, jaz bi bil raje manjši investitor in verjetno bi delal boljše donose, če bi bil, nek mali investitor z malim zneskom. Mogoče tukaj lahko še dodava njegov pogled na dolgoročno investiranje. On je znan ravno po tem, da je dolgoročni investitor, da stavi na neko zgodbo na dolgi rok. A ste tukaj kaj povedala? Jaz sem dobil vtis, sicer on to govori o dolgoročnem investiranju, vendar sem dobil vtis, ker tako je rekel, on in Munger, da niti približno ne veste, kaj bo čez 5 ali sploh čez 10 let. Nimata se za nobena preroka. In zdi se mi tudi, da se držita morda nekaj letnega horizonta, približno do 5 let za naprej poskusita, videti, kaj bo s podjetjem, kakšne možnosti ima. Tako da se mi zdi bolj, da sta nekje na tale srednji rok orientirana. Kaj posebej, da bi pa gledala neke 10, 20, 30 letne horizonte, pa ne. To se sklada s tistem, kar sem povedal glede Muska. Musk ima, področje pokriva, ki bo tehnološko področje, ki še prihaja v naslednjih desetletjih. Ampak ona dva v svojih investicijah
hvalita ga oddaleč, ampak denarja pa svojega še ne bi dala v take daljne projekte, ker, kot pravite, ne veste, kaj bo točno. Ja, zanimivo, ko to poslušam, glede na to, da sta stara krepko čez 90 let, ne? 20-30-letni plani so tako zanimivo slišati. Ampak dajva vse mogoče, samo še to, vem, da je bilo govora tudi o nasledstvu Berkshire Hathaway, kdo bo zdaj tukaj šef, govori se o Greg Abel, ki je v bistvu že nekako nameščen za novega CEO-ta oziroma predsednika upravnega odbora. Kaj je bilo tukaj, ali delničarje mogoče skrbi prihodnost Berkshire Hathaway, potem, ko se bosta poslovila, ali bo mogoče kaj govor o tem, kdaj se bosta upokojila, če se sploh bosta? Jaz ne verjamem, da se bo ta ona dva upokojila. Kajti, bom rekel, miselno funkcionirata izvrstno, še vedno. Kar se tiče pa njegovega nasledstva, ko ste omenili Grega Abela, se dobil vtis, da je zelo, bom rekel, racionalen, čisti, bom rekel, klasičen Grahamov tip investitorja, skratka, ki je všeč tudi Buffettu in verjetno, da po tej plati ne bo težav. Ne vem pa, če je pa tako karizmatičen, če bo uspel privabiti toliko, bom rekel, obiskovalcev na delniške skupščine, kot jih prihaja sedaj za časa Buffetta in pa Mangarja. Ta dva sta pravi takšen, bi rekel, zvezdniški magnet za množice. Ne vem, odkje bom rekel ta karizma, ampak kar privlači poslušalca, da želi poslušati, pa čim več slišati in tako naprej. Tale gospod Abel je pa malce bolj umirjen, racionalen. Zdaj, kakšen bo postal, ne vem, morda bo tudi on se navadil, zdaj so žarometi vanga uperjeni, ampak kot investitor bo dober, ampak tukaj je še, bom rekel, nek šov zraven pri vseh teh konferencah. Mislim, da tudi on je relativno, 60 let je star, sem šla pogledat zdaj. 60 let je, no, tako da pri 60 letih bo prevzel. Ni mu videti. Zdaj, ko ste mi povedali, nisem vedel. Zgledal mi je morda kot 40 let star. Zgleda, bom rekel, zelo trdnega, dobrega zdravja. Ne dvomim, da je dober investitor. Parkrat, ko je dobil besedo, je govoril zelo na kratko, zelo jedrnato in zgleda, da ima Buffett okoli sebe rad take ljudi. Ker podoben je tudi ta njegov direktor družbe zavarovalniške družbe Geico, je ravno nek tak redko beseden, odličen matematik, ki vse prej raje premisli, pa potem pove. Ampak ne vem pa, če bojo pa taki ljudi dejansko uspeli narediti tak šov, kakršen se zdaj dogaja vsako leto v Omahi. Ja. Mislim, tako da, če imajo gledalci možnost obiskati, naj pohitijo, dokler je še tako, bom rekel, zadeva, dokler sta še pri zdravju in pa močeh, Buffett in pa Munger. Se strinjam. Mogoče samo še dodava, še na koncu govora je bilo tudi o poroki in dedovanju, sama se zavedata, pač čas na zemlji je omejen, ne, se pravi, sta tudi spregovorila o poroki in dedovanju, kako se pripraviti na to. Ja, zdaj Buffett je že znano, on je prenesel po svoji smrti svoje premoženje, svoj delež na dobrodelni sklad. Mislim, da je otrokom pustil samo milijardo. Je rekel to, samo milijardo za tolažbo, da bojo lahko živeli. Kaj drugega veliko pa glede tega ni govoril. Sploh je njegovo, bom rekel, privatno življenje, kaj on te stvari je malce zavito v molk, tako da kaj veliko tukaj ne odkriva. Mislim, Buffett je že kar razkril kakšne pikantne podrobnosti svojega življenja, tudi recimo nenavadna zakonska zveza njegova, ne, ki je tudi malo tako... Ja, imel je pač
dve ženski naenkrat, če temu tako rečemo, in so se pač srečevali, trije so bili, so celo skupaj se dobivali, celo prva žena mu je priporočila drugo ženo in tako naprej. Ja, je kar nekaj. Ampak o tem dejansko zdaj tukaj na tej konferenci ni bilo pač govora. To je bolj tako, malo po časopisih se. Ja. A lahko mogoče samo še za zaključek, vi ste izkušen borznik, a ste kaj novega izvedeli, kar bo lahko oplemenitilo vaše znanje, vaše investicije na tem dogodku? Kar bi rekel je, da preden se gre gledati tak dogodek, je dobro malce se podkovati bom rekel, lahko se iz literature podkuje vlagatelj. Kajti, če tam padeš, potem vidiš samo tiste luči, pa ne veš, kaj bi počel to vsebino. Če si pa modrega investitorja ali pa nekaj njegovih knjig prebral, potem pa vidiš, da ima to, kar je povedal, neko, bom rekel, težo. Kajti on sedaj govori, da je nekako morda se bliža čas, ko bo vredno kupovati. Med vrsticami daj vedeti, morda ne še ta moment, sicer lani je že nekaj kupoval, ne še ta moment, ampak tukaj nekje smo. In to sovpada z tistim, kar je v njegovi knjigi zapisano in kar je recimo tudi Graham govori. Ko nastopijo neke, bom rekel, zelo slabe politične okoliščine in ko je pesimizem, bom rekel, na tleh, da je potrebno, bom rekel, investirati. Tako da priporočam kombinacijo izobraževanja, potem literature in pa obiskovanja podobnih predstav, festivalov, če temu tako rečem. On je to imenoval festival, pa še zelo dobro skupaj. Ja, bo treba kar pohteti, če bomo hoteli ujeti en tak res finančno rokovski investicijski festival, če temu lahko tako rečem tako. Najlepša hvala, da ste bili pripravljeni deliti svojo izkušnjo. Zelo zanimivo se vse skupaj slišali. Če bo seveda še kdaj priložnost, jaz tudi mislim, da je fajn, da se gre na kakšno tako zadevo. Tudi mislim, da je dober nasvet, da se je treba prej podkovati, da je treba kakšno knjigo prebrati, zato da veš, kaj potem početi s temi informacijami, tako kot ste tudi sami povedali. Tako da najlepša hvala, da ste si vzeli čas danes za nas. Me je veselilo. Pozdrav tudi vašim gledalcem. Dragi gledalci in poslušalci, hvala, da ste bili z nami. Poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal in lep pozdrav.